Mojca zaliva cvetlice. Njena obrabljena zalivka ima 3 luknjice, skozi katere izteka voda. Ena luknjica je pri vrhu, ena na sredini, ena pa na dnu zalivalke. Iz katere od luknjic curek iztekajoče vode seže najdlje, če se zalivalka nahaja približno meter nad tlemi? A. Najdlje seže iz luknjice pri vrhu, B. Najdlje seže iz luknjice na sredini, C. Najdlje seže iz luknjice na dnu ali D. Curek seže približno enako daleč iz vseh luknjic. Ekipi sta razmišljata drugače. Rumeni menite, da iz luknjice na sredini, vijoličaste pa, da iz luknjice na dnu. Ježeš Mojca, a skaj vesela zdaj, ko si svoj pušalc videla, rožice so pa res lepe, a ne? No, jaz ti bom novo kanglo prinesel, da naš tele luknjaste po svet nosiva. Na vse predmete na Zemlji deluje teža, tudi na nas ljudi. Posledično ljudje oziroma naša stopala pritiskajo na tla, kar lahko opazimo, če naredimo stopinjo v snegu ali v mivki. Tako kot na ljudi deluje teža, tudi na tekočine deluje teža in zato tekočina pritiska na podlago pod sabo. Voda v zalivalki, na primer, pritiska na dno zalivalke, pritiska pa tudi na stransko steno posode. Pravimo, da tekočina zaradi pritiskanja ustvarja tlak na steno posode. Kako pa to vpliva na iztek vode, glede na to, kje so luknjice? Na vseh 3 imam pokrovček in po vrsti jih bom odstranila. Najprej na zgornji luknjici, takole, potem na sredini in sedaj še na spodnji luknjici. In vidimo, da najdlje seže curek, kjer je luknjica na dnu. Pritiskanje na dno je namreč veliko večje kot na vrhu, saj stene na dnu občutijo težo celotne vode nad sabo, stena na vrhu pa občuti le malo teže vode, kolikor je pač nad njo. Curek je torej najmočnejši na dnu, nekoliko manj v sredini in najmanj na vrhu. Kako fletne so zdajle moje rožice, ki sem jih zalila. Fletnih 5 točk pa bom podelila vijolični ekipi. Bravo!